vabljeni. Povem vam, kaj je najlepše darilo na tem svetu, ki si ga lahko podarite sami sebi, zato, da boste zdravi, zadovoljni in da boste navdušili tudi ostale. O čem govorim? Govorim o posebni kulinarični delavnici, ki jo pripravljamo na žalost za omejeno število oseb, samo 20 jih vzamemo. In tale kulinarična delavnica bo odprla oči gurmanom in vsem tistim mogoče v vaši družini, ki mislijo, da je zdrava hrana neokusna oziroma da je sama priprava zdrave hrane en tak dolgotrajen postopek in da to moraš biti ne vem koliko časa potem dejansko v kuhinji. 15.3. ob 18. uri se s tistimi, ki se boste seveda predhodno prijavili, dobimo v Ljubljani, v centru Eko 365 in tam bomo preživeli ene 2 uri pa pol, 2 do 3 ure z izjemno kuharico, ki je napisala že 4 knjige in je vir, neusahljiv vir takih izjemnih receptov, preprostih in med drugim nas bo naučila tudi, kako narediti zdravo torto in to tako zelo zdravo in tako zelo okusno, da bodo vaši člani družine, ko boste naredili tole za veliko noč, bodo osupnili. Kajti kmalu potem bo ravno velika noč in kaj vas bomo naučili, pravzaprav Mateja Teradrijani, tega, da lahko narediš pojedino, ki je mnogo bolj zdrava in res fina za vse, kar bodo pa verjetno ljudje videli potem, čez kakšno uro, 2, pa naslednje dni, ko ne bo tukaj teže v želodcu. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Je to res najlepše darilo, da se človek nauči kuhati na zdrav način, pa tak, človeku in planetu prijazen? Jaz mislim, da ja, sploh kar se tiče sladic. Ker jaz zadnje čase sladice delam brez dodanega sladkorja, ampak so vseeno sladke. Pač ene trike uporabljam, ki niso tako zelo težki za osvojiti in naredimo na delavnicah zelo dobre sladice in bomo tudi na delavnici naredili prav velikonočno potico, lešnikovo, brez dodanega sladkorja, da ljudje ne bojo imeli potem teže v želodcu, kaj ponavadi imajo, po vsem tistem cukru. Ja, in grozno se počutijo in ne samo, da se počutiš napihnjenega, ampak se mi zdi, da tudi tako utrujen si in vpliva dejansko na vse ostale stvari. Ja. Na delavnici 18.3. smo torej rekli, 20 jih vzamemo torej, pa ne bomo samo o sladicah in o tem, kako narediti bolj zdrave sladice z naravnim sladkorjem oziroma brez dodanega sladkorja, ampak tudi kakšne ostale stvari, ne? V bistvu se bomo lotili pražitaric. Recimo pripravili bomo kvinojo, kar ljudje v bistvu ne poznajo, je pa izredno proteinsko živilo, hranljivo, ima veliko vitaminov, mineralov. Potem bomo delali tudi recimo kamut, kamutovo pojelo, proso recimo, take stvari, no? Bi lahko rekla, da je ta delavnica namenjena tudi za gurmane? Ja, definitivno. Definitivno. Ljudje rečejo, pa ja, pa saj bi rada, pa sem si za nov let rekla, da bom malo shujšala, pa sem zdaj vsak dan hujša, ni nič iz tega, ja, pa saj bi, pa ne vem, predvsem pa ta, ne vem kako, stereotip, da zdrava hrana ni dobra. Ja. To se mi zdi, da je tisto, kar se absolutno podre na tej delavnici. To se absolutno podre, zato ker znamo pripravljati ogromno stvari iz zdravih sestavin, da so potem dobre in da so tudi gurmanske. Evo, največja investicija, ki jo lahko torej naredite vase, ker večina ljudi dejansko s svojimi kuharskimi sposobnostmi ostane tisto, kar so se naučili od domačih, to je to, naprej pa nekako ne naredijo koraka in vse to se boste dejansko naučili na kulinarični delavnici, kjer se boste naučili pripravljati zdravo hrano in z veliko veselja, radosti in vsega ostalega. Hrana bo tam, vse bo tam, vi samo pridete, za zapisati lahko imajo sabo, ne? Ja, sicer bo itak dobili skripte, ampak ponovadi si tudi ljudje zapišejo, ker sprašujejo tudi, ne. Aha, se pravi, skripte tudi dobijo? Ja. Odlično. Vzamemo jih samo 20
Veste, da so naši dogodki in tudi potovanja ponovadi razprodani, tako da pohitite. 026200 je telefonska številka, če vas zanima več informacij. Sicer pa leto najdete tudi na www.klepet.ob.kavi.si. Omenila si kvinojo. Ja. Sama sem kvinojo spoznala v Peruju in ugotovila, recimo, oni niso jedli sploh svetniki tam, pa tudi vojščaki in tako naprej. Oni recimo mleka in mlečnih izdelkov sploh niso imeli. Vsake toliko časa so kakšnega hrčka pojedli, pač tako je bilo, ne? In ko sem spraševala, kako so recimo ohranjali, ne, pripravljenost pa vse te stvari, je bil odgovor ravno kvinoja. Ja. Kvinoja je zelo, bom rekla, tudi, jaz tudi veliko športam, ne, in vedno pravi, ja, če športaš, sploh če laufaš, ne, rabiš vzdržljivost, rabiš ugljikove hidrate, rabiš proteine, rabiš maščobe in tako dalje. In proteinsko živilo je kvinoja, je super za to. Ne. Odlično, se blazno veselim. Samo še tole me zanima, je delavnica primerna torej za vse, ki bi želeli narediti naslednji korak v življenju, kar se tiče, da se naučijo v praksi pripravljati bolj zdravo hrano, uporabljali pa pravzaprav ne bova mlečnih izdelkov, pa tudi jajc nekaj, ne da? Ne, nič od tega. Nič od tega? Ne. To pa je velik izziv. Je, sem so recimo sladice ali pa slane jedi ful dobre. Ljudje niti ne pogruntajo, ne, če jim ne poveš. Če jim ne poveš. Ja. Zanimivo, boste lahko malce pretentali vaše domače, kajti za ovinkom so ti velikonočni prazniki in zanima me mogoče, če nam lahko zaupaš nekaj besed o hranljivosti, o večji hranljivosti recimo teh izdelkov, ki jih pripravljamo doma. Kot prvo, tisto, kar pripravimo sami doma, je že v osnovi boljše, kot če gremo dejansko v restauracijo. Druga stvar pa, katera živila uporabljamo, postopke oziroma kako to naredimo. Zdaj, če pogledamo tebe, recimo, jaz vem, da ti že počasi Abraham poje pod oknico, ne? Mi je že zapel, ja. In ti je že zapel pravzaprav, ne? In izgledaš fantastično, res fantastično in temu se lahko dejansko v veliki meri zahvališ ravno v prehrani, ne? Ja. Tako, če bi govorila o prehranski piramidi, ko danes vsi to govorijo, jaz pa tudi drugim priporočam ogromno sadja in zelenjave. To je tista baza. Se pravi, zelenjava je baza, potem pa žitarice, stročnice, ta živila, recimo čičerka, kvinoja, proso, vsa ta stara žitarica, ajda, recimo, ne. Potem sadje, olja v manjši meri. Če tisti pa, ko jejo recimo meso, jaz ga sicer ne jem, pa to tako, kot so včasih jedli. Zelo rezervirano, se pravi, včasih so jedli meso enkrat na teden. In sladkorja pa, oziroma govorimo o belem sladkorju, tudi o naravnih sladilih, pa rajš ne, če pa že, pa zelo redko, pa čist tam na vrh pri špički, bom rekla, ne. Ok. Danes bomo pripravili tudi neke kroglice, sem slišala? Sladke. Ok, sladke kroglice. Jaz predlagam, da kar greva in da boste lahko videli v praksi, kako bo to izgledalo dejansko na sami kulinarični delavnici. Bojo ljudje tudi kaj sodelovali lahko zraven? Na mojih delavnicah vse sami pripravljajo, zato ker nastane problem. Če jaz pripravim, jaz to na hitro naredim, potem pa pridejo domov in hočejo narediti in ne vejo, kako. In potem dobimo maile in telefonske klice, kako si pa to naredila, pa kaj je s tem, pa zakaj to, pa zakaj mi to ni ratalo. Tako da vsi pripravljajo na delavnici. Vedno je, sta dva ali pa eden, počasi se dela, tudi če se napake naredijo, vse na napake se učimo, ne? Točno to. In fajn je, da čim več napak naredijo, ker to pomeni, da bojo potem zihar dobro naredili, ne? Ja, ker napake se da popraviti, vedno. Odlično, mi bomo poskrbeli, da bo prostor prijeten, da bo sestavin dovolj za vse. Mateja bo poskrbela za to, da vam bo podala ta pravo znanje, da boste dobili skripte in vse ostalo, ampak kot smo rekli, vzamemo jih samo 20, tako da vam priporočam, da hitro rezervirate svoje mesto in se naučite narediti zdrave pojedine. Zdaj pa tukaj, kaj bodo to, kroglice, kakšne? To bodo v bistvu presne kroglice, tako kot sem obljubila, brez sladkorja, namesto sladkorja bomo uporabljali datle. Tukaj imam zmiksane datle, v bistvu z vodo, sem jih zmiksala in sem naredila neko datlevo pasto.
Načeloma pa se lahko lotimo, to so zmleta sončnična semena. Se pravi sončnična semena, nobenega cukra ne bova dodali, pa bomo videli, koliko bo zdaj to sladko, ne? O ja, kar bo. Kar bo. Se pravi, vsi tisti triki, ki jih uporabljaš ti kot izjemna kulinarična ustvarjalka in koliko knjig si že izdala? 4, ne? 4, ja. Potem bom dodala lanena semena, zmleta tudi. Lanene semena, kot vemo, imajo ogromno omega-3 maščobna in so ful dobra, tako da jaz vedno dodajam te stvari. Jaz nikoli ne uporabljam oreškov, ker smo v prejšnji oddaji govorile, da oreške se ful težko kombinirajo, ne? Zato jaz vedno uporabljam tudi za presne stvari, za presne podlage. To bi lahko bila tudi presna podlaga, recimo za presno torto. Vedno uporabljam semena. Nikoli oreščke, ne? Ok, razumem. Zdaj razumem, zakaj. Ker najlažje je dati mandle, pa datle, pa si že tam, ne? Ok, to sem jaz delala do zdaj. Zdaj vidim, ok, v redu, se pravi semena. In tudi izjemno hranljiva so, kakor smo rekli, bogata z vsemi temi kvalitetnimi maščobami. Sicer pa naši gledalci imajo, opala, tukaj je napisan tudi recept, tako da bodo lahko pripravili sami doma, oziroma kaj podobnega. Ne, potico bomo pripravljali, ne? Ja, na delavnici bomo pripravljali potico, ja. Odlično. To se zdaj dobro premeša, da nastane taka homogena zmes, ne? Ja, da ni več grudic, ker moram še eno stvar povedati. Te stvari lahko tudi v blenderju zmiksajo, ni treba, lahko tudi v kavnem mlinčku, ampak jaz to vse vržem v blender in je v bistvu v pol minute vse. Narejeno. To zmiksano, ja. Tako da najprej navagam, vržem v blender in to je to. Potem bom dala malo kakava. Se recept mislim, da malo itak gor, ja. Tako, ja. Tako. Presni kakav, ne? Ja. Pa to dobro premešamo. Se jaz tudi lahko pomagam, veš? Ja, ampak vse to je Sam vidim, da je to preprosto. Cimet? Obožujem cimet. Pa se bo lahko v bistvu igraje z začimbami, ne? Jaz bom dala cimet, lahko bi dodali tudi recimo klinčke, pa ne vem, aromo grenkega mandla, karkoli od začimb. Jaz bom dala zdajle, sem dala pač cimet, pa limonino aromo, ki naredi tako malo... Lahko bi dali limono, pa če bi dali, pa ne bi bilo v redu? Tudi. Ampak to je bolj koncentrirano in pride bolj do izraza, recimo, ne? Ok. Čist malo sva dali, super. Ja, ker je zelo koncentrirano. Ampak voham, da sem ne voham dejansko, ne? Ja, ja. Zdaj bom pa kar datljevo pasto not stresla. Datli so pri sladicah, sploh takih, ker se ne doda drugega sladkorja, nepogrešljivi, ne? Ja, ali pa rozine, ali pa... Jaz veliko uporabljam vso suho sadje, tudi recimo suhe jabolke, suhe hruške. Marelice sem slišala, da so blazno, blazno fajn. Tudi bi šlo, ja. Ok. Zdaj bom pa jaz počas imela take pacaste roke. Se pravi, se me pol ne boš več dotikala? Ne. Dodala bom še malo kokosa? Kokosa, ampak to je nastrgan kokos. Ker vedno me ljudje sprašujejo razlika med kokosovo moko pa tem kokosom. Temu sicer v trgovini pravijo recimo kokosovo moko, ampak to so kokosovi kosmiči bolj, ki bi rekla, kakaj drugega, ne. Tako da eno žlico recimo, takole. Takole. Zdaj se pa lahko začnejo kroglice delati. Aha, tle se bojo kroglice povaljale? Ja. Zdaj pa lahko se povaljajo tudi, jaz imam s sabo tudi recimo mlet sezam. Wow, to pa še nisem probala. Ja, ja. Tisti, ki imajo okus sezama radi. Kako je pridišal, a to od sezama? Jaz mislim, da ja. Wow, nora aroma. Ena varianta bi bila pa tudi recimo, da damo recimo mak noter. Aha, mak. Ja, mlet mak recimo, ne. Evo, to je zdaj taka pacasta masa, jaz bom dodala še malo kokosa. Koliko hiter, ne? To bo zdaj dejansko konc. To bo, takoj, sem da dodam še malo, pa bo čisto v redu.
Pa se pa naredijo, zdaj pa odvisno od datljev. Datlji so včasih bolj trdi ali pa bolj mehki. In pol je treba glede na to še malo dodati. Ker jaz sem take stvari, ko sem bila mehna, sem delala iz keksov, pa keksi so se zmleli, ne? Pa take stvari. Evo, prva kroglica bo počasi fertik. Tako velika bo. Ja, taka bomba. Ok. Takole. In to zdaj je taka ne pregrešna, oziroma ni tašnega greha pri tejle kroglici. Ne, zato ker so sem naravne snovi. Čisto v redu je. Čisto v redu je. Se pravi, se ne bojo ljudje zredili po eni taki v tem smislu, da zdaj pa je človek ne bi smel. Ne, saj veš, vedno je treba imeti zmernost. Vedno je treba imeti zmernost. Če bi jih pojedel 20, pol je to malo preveč. Malo preveč, ampak evo, tole bom pa provala, tele še nisem. Lahko kar probam, ne? Ja, seveda. Dober tek. 20 ne smem, ok. Pa 10. Lahko, ja. Kako je to dober! Nobenega olja nisva dale noter. Ne. Nobene kokosove maščobe. Ne. Nič, dejansko so to sama semena, pa datlova. Noro. Pa ko se da v hladilnik, se še malo bolj strdi. Zato so zdaj bolj mehka, ne? Lahko pa dodamo še malo recimo semen, da bojo bolj kompaktne, ne? Ampak načelno v hladilniku se to strdi. Neverjetno. Pa, koliko sva rabila? 5 minut? Ja, jaz sem doma sicer še vse zmiksala, kar enih 5-10 minut, pa to je to. To je tako, na hiter. Če gostje pridejo, imaš v 10 minutah sladico. To je noro. To je noro. Evo, dajmo še enkrat pogledati datum. Prav moram vse prije, tukaj fajn. 15. marec. In to je za ovinkom pol, potem tudi praznikom, tako da se boste lahko prijavili. Kaj je sploh rabil zdaj zraven? Nič. Nič, prazne želodce, pa predpasnike, pa dobro voljo. Aha, evo, predpasnik pa lahko prinesete zraven, pa veliko dobre volje, pa prazen želodec, ne, ste slišali tudi to? Se pravi, se bomo tudi najedli. Ja, absolutno. Na mojih delavnicah se vsi najejo. Fino. Evo, vidimo se torej, kot smo rekli, tega in tega datuma, samo 20 jih sprejmemo, tako da bo vsak lahko imel priložnost in možnost, da odnese iz te kulinarične delavnice. Največ ob 6 uri, 2 do 3 ure bo zadeva trajala, tako da si rezervirajte in vzamite čas. Sicer pa predhodna prijava je obvezna, 6200 230, pa je tista ta prava telefonska številka. Zdaj bom še to. Ja, dober tek. Hvala. Noro, moram reči. Kako pa nisva dale nič? Nič nisva dale maščobe, to mi ni jasno. Vse ni potrebe, zato ker so že sama semena mastna, ne? Točno, točno. So že olje v bistvu noter v semenih, ne? In to je najbolj naraven način, da se v bistvu semena zmiksa in na ta način užije maščobo. Ker ne moram reči, no? Presna torta tole bila osnova, ne? Ja, s tem, da bi mogli osnovo malo bolj trdo narediti. Da bi mogli dati, sicer jaz v presno ne dajem kokosa, bi mogla dati malo več, recimo, semen, ne? Semen, pa bi bilo to. Ja, pa je to. Super, odlično. Evo še kakšna informacija, tudi tale recept najdete na www.klepetobkavi.si. Vsi tisti, ki pa nimate dostopa do interneta, brez skrbi, ne ignoriramo vas, kot smo rekli, torej 02 6200 230 je tista ta prava telefonska številka. In glejte, pri hrani se vse skupaj začne, sami veste, kaj pravi Hipokrat, oziroma kaj je rekel, kaj je napisal, hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. Če pa takole dober diši in je tako zelo okusna, pol je pa to en sam velik užitek. In naj zdrava kuhinja postane gurmanski užitek tudi za vas, ravno zaradi tega prirejamo tudi kulinarično delavnico, da boste videli, kako preprosto in kako zelo dobro je. Jaz bom imela 2 dni prej post.
Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.